Živijo, hvala, ker ste malo počakali. Smo hoteli pustiti še par minutk na voljo, če se nas še kdo pridruži. A lahko prosim 3 prostovoljke, prostovoljce, da pridejo delati družbo kle vspred. Ker to, čeprav zgleda, da je zelo uraden prostor, bo v bistvu tako zelo neuraden proces, skupnostni. In če nimam jaz kle ene povezave, pa enega stika, pol je kar malo čudno. Tako da ful prosim 3 osebe, ne bom pa silila seveda, ampak ja, vabljene, da pridete še kle vspredi. Ja, dobrodošle, prišli ste na zaključni dogodek oziroma predstavitveni dogodek projekta Niti ena več, ki ga soustvarjamo s prvo radijsko oddajo o feminizmu Sektor Ž. Ko ste vstopili v ta prostor, ste slišali neke dele izseke iz teh podcastov. 4 smo jih posnele, izobraževalne, o reproduktivnih pravicah. Pa potem so z nami, oziroma še vedno soustvarjajo projekt Amnesty International Slovenija, ki bo predstavljala malo naš ozaveščevalni proces med pavzo. Center tega dogodka je pa zakonodajna forumska predstava, ki smo jo soustvarjali in jo bomo izvedli Magdalene Krivopete. Da vidimo, se kaj pozabila. Ja, živijo, jaz sem Tjaša. Vodila vas bom čez vas proces, korak po koraku, tako da počasi postopoma bom zdaj lepo predstavila vse skupaj. Prva stvar, dogodek se snema in fotografira. In če si kdo res ne želi biti v teh medijih, mi jih bomo objavili na naših Facebook straneh pa spletnih straneh, to je to. Ampak če se kdo res zelo ne strinja, naj prosim zdaj dvigne roko, zato da bodo snemalci pa fotografinja vedeli, da se vas pač ne centrira na nobeni fotki. Je kdo, ki je proti temu? Ful dobro, hvala za to. Okej. Pa takole. Ja, nasplošno delujemo v kulturno-umetniškem društvu Transformator, ki se ukvarja z metodologijo gledališča zatiranih. In nam se je zdelo, da ta metodologija lahko zelo prav pride vam, ki boste pač delali z ljudmi, skupnostmi na različne načine. Drugače ste tukaj po večini študentke, študenti iz Filozofske fakultete, andragogika in pedagogika. Vam prav? Ja, tako da nam se je zdelo, da ste vi super skupina, da vam pokažemo, kako se da tudi s metodologijami delati skupinami ali pa izobraževati. Še posebej izobraževati tako o zelo težkih temah, kot je recimo pravica do umetne prekinitve nosečnosti. To je naša tema danes, ampak preden gremo na temo, a je kdo od vas že slišal za gledališče zatiranih? Roke gor, prosim, če je. Klele vspredi 3 osebe, drugače pa to vidim. Super, nič hudega, ker vam bom zdaj na hitro povedala, zakaj se gre. Zihar ste pa že slišali za pedagogiko zatiranih Pavla Freireja. No in v istem času, v istem prostoru, nekaj desetletij je potem Augusto Boal, režiser, gledališčnik, postavljal pač to metodo gledališko, kjer se pedagogika zatiranih zgodi. In ne samo to, poskuša se spodbuditi tudi neko akcijo naprej družbeno. Oboje pa temelji na skupnostnem učenju, kjer znanje soustvarjamo vsi v prostoru. No in Magdalene Krivopete smo se nekajkrat srečali v živo in uporabljali to metodologijo, zato da smo med sabo lahko podelile resnične zgodbe o reproduktivni avtonomiji. Ja, in povezuje nas predvsem to, nismo neke profesionalne igralke, povezuje nas predvsem to, da želimo neko izobraževanje o reproduktivnih pravicah, zakaj so tako pomembne, zakaj so tako temeljne za svobodo, predvsem žensk, deliti naprej v upanju, da boste tudi vi potem to naprej delili z vašimi učenkami, učenci nekoč. Ja, to je bil en del procesa, se pravi to, da smo mi pripravili predstavo, drug del procesa se bo pa dogajal tukaj med nami. Ampak ja, zato, da se vas malo aktivira, tudi vaš angažma se bo zaželen, bi vas rada malo pripravila na ta del. In vas prosim, da ostanete, pa da kar vsi pridete sem gor na oder. In
se bomo šli eno igro termometer, se temu reče, v gledališču Veteranih. Na zdravje. Hvala. Ja, jaz bom povedala eno trditev in potem se postavite tako v eno linijo. Recimo, da začnemo, da na desni pomeni, če se postavite bolj na desno, da se s to trditvijo absolutno strinjate ali pa poistovetite. Pol se lahko postavite kjerkoli vmes, a ne, če nekje vmes to vse velja, na tej strani pa absolutno, če ne. Ok? Ja. Pa malo nas bo uvedel to v temo današnjo. O abortusu na splošno, se pravi splavu, prekinitvi nosečnosti, sem v življenju premišljal. Se pravi, ne, da si o tem mogu premišljati, da moraš to narediti, ampak tako, na splošno, o tej problematiki, opciji, pravici. Ok, super, vsaj premišljavali smo vsi že o tem, to nam bo zihar pomagali pa nas podprli danes. Zdaj bomo pa obrnili, če se absolutno strinjate, greste na to stran, če ne pa na to ne. Vmes pa pač še variacije, če se z njimi bolj poistovete. Poznam osebo z izkušnjo abortusa. Tukaj je, se strinjam. Ok, kle se že malo razdelimo, ampak polovica pozna vsaj eno osebo, se pravi tudi iz nekih informacij, ki jih dobimo med nami, že lahko sodelujete danes na predstavi. Ok, naslednje vprašanje, oziroma trditev. V Sloveniji je pravica do abortusa dobro urejena in zaščitena. Je, da, hiba je ne. Spet obrnemo, da se malo razmigamo, ne? Se pravi, tukaj je da, tam je pa ne. V resnici je sredina nekaj. Lahko je tudi sredina, ja, kjerkoli v tem spektru na liniji se lahko postaviš, glede na to, kje misliš, da to najbolj drži zase. Ok. Ja, zdaj pa me malo zanima, zakaj tako mislite, ne? Se pravi, tukaj pa nimamo nobene ekstremne, ne. Po mojem, da tega malo izkušnjo, vemo, da ni čisto optimalno. In smo pa tem sredino. Tega pa nimajo, pa je tudi malo bolj, ne. Ok. Tako je to berem. Zakaj ste kaj, a bi podelil kdo? Se kdo javi? Zakaj, ali lahko tebe vprašam, obrekava ajte, dober? Ker nisem znanja na tem področju, da bi se že lahko predvidela. Ok, vidimo, da to si tukaj. Je kdo tukaj postavljen še iz kakšnega drugega razloga, ko se nam zdi pomembno ga povedati na glas? Večina vas je tukaj bolj zaradi tega, ker niste ne dobro informirani, pa tako pravi sredina. Ok, cool, tudi super. Naslednja trditev pa zdaj je datumle, pa ne tukaj. Vem, kateri zakon ureja pravico do abortusa. Se pravi, tukaj na tej strani, da, vem. Ok, super, to bomo vse zvedeli danes čez predstavo, skozi predstavo, tako da boste informirane, kmalu informirani. Zdaj pa še zadnja trditev. Ženske, ki se, pa da je tukaj, ne je tam. Ženske, ki se odločijo za abortus, so v Sloveniji dobro podprte. Karkoli že to pomeni. Ja. Ja, da je na tej strani, ne je na tej strani. Ok, a kar sklepam, da je tukaj podobna situacija, niste informirani, zato ste na sredini. Ja,
bom pa vseeno vprašala tukaj na tej strani, ker vi ste se pa postavili, strinjate se s tem, da so v Sloveniji ženske, ki se odločijo za... Nikogar v resnici, ki se zares strinja. Okay. Zakaj vi menite, da niso dobro? Ker je resno slišala, pa že mislim, tako sem imela ena prijateljica, ki je šla pevec pravi. Je povedala, da ni bila v mizu podprta tako, tudi ginekologinja je pač je rekla, da ne svetuje. Ok, se pravi, ves ta proces se čuti. Pa vidva? Me se zdijo, da tako družbeni stereotipi vplivajo na to, pač splav, če narediš recimo, da je pač je to nekaj negativnega, da pač ne bi vprašal otroka. Ok, se pravi negativni stereotipi, tudi diskriminacija mogoče na podlagi tega, ok? Ja, mislim, jaz imam malo različne izkušnje, se pravi tudi od stereotipov, pa tudi v bistvu do tega, da odnosi niso štimali in dejansko ženska ni imela izbire, oziroma se je ni vprašala v to. In tudi, ker se je odločila, da pa otroka ne bi imela izpač resnejših razgovor, recimo finančna stanja, ali pa pač da ona ni bila sposobna skrbeti za tega otroka, pač se je prisilila. To ti poznaš en tak primer, ali se je osebo prisilil sistemsko, institucionalno ali znotraj družine? Znotraj družine. Ok. Super, najlepša hvala, da smo malo se uvedli v to temo današnjo, kar nazaj vabim, da se posedete. Ja, in tako bo nekako izgledali, ne? Pogovarjali se bomo in te vajice so bile zdaj tudi zato, da ste se malo mogoče, upam, navadili na to, da je potreben tudi vaš angažman. Ja, ker ta predstava nam bo v resnici dala okvir za debato, za akcijo znotraj skupnosti o tem družbenem problemu, ki ga bomo videli. In v tem trenutku smo ta skupnost mi, ki sodelujemo v tej sobi. Čaka nas forumski in zakonodajni del. Forumski pomeni preprosto, da boste videli predstavo in potem boste lahko posegali v prizore še enkrat po videni predstavi in bomo videli, to, kaj spremeni situacijo, korak pa po koraku, ne. Skratka, ja, to bo kontejner za našo izmenjavo. Bo Magdalene Krivopete zdaj v kratkem začela z kratko predstavo, ki se je resnično zgodila leto in pol nazaj. En izmed ustvarjalk. Ja, pač videli boste protagonistko, ta dogodek je povezan z reproduktivno pravico. Prosila vas bom, da predstavi da jo budno spremljate, to protagonistko, kakšni so tudi mogoče te družbene moči znotraj teh prizorov. In med samo predstavo vas bom prosila, videli ste na stolih bele listke. Te rumeni, rdeči, zeleni pridajo v zakonodajnem delu upoštev. Ta bel listek je pa pomemben ves čas od trenutka, ko se predstava začne. Vas prosimo, da na te listke zapisujete ideje, kaj bi morali pisati v zakonodaji, da se to, kar boste videli, ne bi zgodili še kateri drugi ženski. Se pravi, vse ideje, ves čas, ko bo predstava, tudi potem, ko bomo debatirali, če se vam utrne kakšna ideja, si to zapisujte. Naj vas ne skrbi, da mora biti to kakšen strokovni pravni jezik, pač vaš jezik. Zato imamo potem zakonodajni del. Te zapisi bodo pomembni takrat, ker bomo kot skupnost sprejemali katere zakonodajne predloge, bomo potem predali naprej odločevalkam, odločevalcem. Ampak ja, vam bom o tem procesu povedala kasneje več. Jaz predlagam, da gremo v predstavo zdaj, ker sem jo že kar govorila, me že grlo boli. Ampak ja, rabimo en tak simbolen začetek, da tudi so ustvarjalke predstave lahko vstopijo v prostor in začnejo, pa jaz predlagam nekaj zelo preprostega. Začnemo tako tapkati. 3, 2, 1, akcija! In ko to cela soba hkrati naredi, pomeni, da se je predstava začela. Ja?
Ok, tam tudi gledamo, so pripravljene, so. 3, 4. 3, 2, 1, akcija! In pripravljeni, pozor, zdaj! Posodo moram spraviti v pomivalca, Toliko moram spucati. prečekirati kamo v hladilniku, pripraviti listek za v trgovino, da kaj ne pozabim. Otroke moram iti v vrtec. Otroka moram počakati pred šolo, ker Skozi greva, pomagam. potem greva v Zobarju. Prečekirati moram, kaj je prerasto, ker je nove superge za telovadbo. Nalogo moramo skupaj napisati, psa moram peljati na sprehod. Potem moram prečekirati, kaj je z našo napo, poklicati serviserja in to urediti. En obrok moram pripraviti, da bo topil za celo familijo. Po raziskavah Evropskega inštituta za enakost spolov slovenske ženske za gospodinjska opravila porabijo 16 ur tedensko v povprečju, moški pa 6 ur. Še večja je razlika pri skrbi za otroke. Ženske zato porabijo 29 ur tedensko, moški pa 18. Noge dajte gor. Še malo naprej. Noge 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 gor. Še malo naprej. Ponedeljek. Torek. Sreda. Četrtek. Petek. Stisnite pest. Tup, tup, Stisnite pest. tup, tup, Stisnite pest. tup, tup, Stisnite pest. tup, tup, Stisnite pest. tup, tup. Sobota. Nedelja. Ponedeljek. Torek. Sreda. Četrtek. Tole, pol tole, pol tole. Tole, pol tole, pol tole. Obrazložitev. Tole, pol tole, pol tole. Obrazložitev. Podpište. Komisija. 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 Kaj ti je, deklica, da si tak vesela? Kaj mi je super je, pravica do kontracepcije obranjena je. Kaj ti je, deklica, da si tak žalostna? Kaj me res žalosti? Ginekolog uveljavlja ugovor vesti. Kaj ti je, deklica, da si
tak žalostna, 10 tednov noseča sem, komisija mi usodo kroji. Joj, da bi prišle ženske, one me bojo razumele. Želim si samo sočutno in razumevajočo obravnavo. Informacije rabim. Kako sploh poteka vse skupaj? O, ženska je. Dober super. dan. Sploh ne bi pogledala. To pa ni dobro zgledalo. No ja, mogoče pa vseeno. 3 so, ne bojo razumeli. Informacije. To rabim. Naprej. Dober dan. Dan. No, pa lahko začnemo. Torej, na kakšen način pa ste zanosili? Ja, s fantom sva uporabila drugo obliko kontracepcije, pa se je ponesrečal. Sicer sva bila zelo pazljiva. Pa omenila bi še to, da sem imela prejšnji mesec menstruacijo, tako da res nisem vedela, da sem noseča. To so pa čisto osebne stvari. Kakšno kontracepcijo pa ste uporabljali? Ja, uporabljava kondome, pa spremljam svoj cikel. Na varne dneve sva sicer seksala brez kondoma, ampak ni izlival vame. Kaj ima to veze? Malo moram paziti, kaj govorim. Kaj, če mi ne odobrijo? Kje ste pa dobili informacije o varnih dneh? Iz interneta, pa iz različnih revij. Joj, ženska, kaj me sprašuje? Zakaj pa sploh uporabljate kondome? Kako to, da niste na tabletkah? Pred približno 18 leti mi jih je ginekologinja odsvetovala, glede na to, da imam reden cikel in nimam nobenih spremljajočih težav. Tako da sem se potem držala tega. Kaj da sem čist neuka. Kaj pa informacije? Ampak vi ste res prepričani, da si ne želite otrok? Res sem prepričana, da si ne želim otrok. In veste, da boste po splavu veliko težje zanosili? A pa ste že razmišljali, po kakšni obliki kontracepcije boste posegli po splavu? Ja, se bova kar držala kondomov, tako kot do zdaj. In se zavedate, da v naslednjem obdobju, torej okrog 1 leta, boste po splavu veliko bolj plodna? Čakaj, a ni prej rekla lih kontra? Kaj zdaj prav? A pa ste že kdaj razmišljali o sterilizaciji? O, ženska, kaj ti govoriš? To bomo pa na hitro uredili. Tukaj imate list, samo podpišite. Ok, zdaj en aplavz, prosim, za spodbudo. Zdaj vas bom pa prosila, da se povežete v skupinice 3-4 oseb in skupaj debatirate o 2-3 vprašanjih. Kaj ste videli? A je v čem problem? In na kateri točki predstave bi vi kaj spremenili, da bi se zgodba za to uporabnico spremenila? Za to in vse naslednje, ne?
Tako da ja, zato bi da vam namenila 5 minut, potem bom pa prosila skupinice, da predstavite vaše ugotovitve oziroma izmenjave. Ok? Tako da ja. Kaj ste videli, o čem gre zgodba, ki ste jo videli? A vidite kakšen problem v njej in na kateri točki bi nekaj spremenili, dodali, da bi se to ne položi, ki ste tako open space. Nisem mogla gledati, veš. Ja, res tako da. Ja, kao šmal. Ja, malo se ne koje, tega ni bilo treba, ne bi napisali, pa še bi bilo se poznano, A še ful v
dokumentov izmenjujete, ker drugače je 5 minut mimo. Še 2 minuti. Vidim, da je klele še debata. Ok, počasi zaključujte med sabo, da bo ostalo še kaj energije za. Zdaj pa prosim eno skupino, da prebije led in se javi, da podeli, kaj ste izmenjali. Ena prostovoljska skupina, ki bo začela. Vprašala bi pa najraje kar vse. Super, hvala. Prvo, kar nam ni bilo všeč, je, zakaj komisija odloča o tem, če ženska sploh ima otroka oziroma jo porobava na to, da zadrži otroka in ga dejansko rodi. Potem o sterilizaciji, zakaj gre to pač že v te neke ekstreme, če ženska pač trenutno ne razmišlja o tem in želi samo v bistvu trenutno rešiti to težavo, ne pa za vse življenje. V redu je stvar, se pravi, ti samo seznaniš pacienta s posledicami, ki se lahko zgodijo v splavu, ne pa da se pravi zdaj ti njega posiljuješ svoje mnenje, pač da to ni v redu, da se s tem ne strinjaš. Nismo se s tem razumeti v po tednih, pač ker nekateri izvejo šele v 8. mesecu, da se dejansko nosleči ali pa še celo kasneje, ker imajo ženske različne odzive in se lahko pojavi tudi lažja menstruacija in dejansko ženska ne more vedeti, ne vem, do 5. meseca, da je lahko nosleča. Potem pa še eno stvar smo podali mogoče za predlog, da bi se bolj širili za vse ženske, se pravi več ozaveščanja na splošno v zdravstvenih sistemih, kakšne so opcije, kako poteka, pač kaj se dogaja s tem. To lahko pa sprobamo, morebitne drugačne pristope, ki bi bolj podprli. Ja. Ok, probleme ste podelili, kaj pa mogoče še najprej definirajmo, kaj se dogaja v zgodbi, da bomo res vsi na isti štartni poziciji. Se pravi, ta zgodba govori o ženski, ki je noseča več kot 10 tednov in mora potem po zakonu pred komisijo 1. in 2. stopnje. In to smo videli, katero komisijo? Komisijo 2. stopnje je bila to. Mogoče super, ker je vaša skupina omenila to omejitev tedensko, koliko tednov je ženska noseča. Slovenija ima eno izmed najnižjih v Evropi, Hrvaška pa Portugalska, če se ne motim, imata samo še nižjo. So pa, ne vem, Nemčija ima recimo 12 tednov, Nizozemska ima 24 tednov, tako da ja, so razlike tudi tukaj. A je kakšna skupina poleg teh problematik, ki smo jih slišali, še kaj ugotovila? Je bilo še kaj problematičnega, kar je pomembno izpostaviti, če želimo to preprečiti v prihodnosti? Mi smo se predvsem fokusirali na začetek tudi, torej na to porazdelitev vlog oziroma porazdelitev dela med pač vlogama in da je pomembno v bistvu, da že pri vzgoji svojih otrok, da ne vidiš v bistvu po spolu, ampak da avtomatsko, mislim, ker v bistvu potem to zelo vpliva tudi na to, kako se oseba počuti odgovorna. Torej, da moški potem avtomatsko tudi ne čuti odgovornosti pri, ne vem, tudi pri zanositvi, pri takih stvarih. Pa smo to nanesli tudi na to, da je v bistvu prišla pač ta posameznica sama, brez kakšne emocionalne, mentalne podpore. Pa tudi smo se pogovarjali o tem, da bi zdravnica mogla v bistvu biti neutralna, da svojih teh osebnih vrednot ne bi vključevala v redu je, da informira, ampak tudi to bi moglo biti čisto neutralno, ne pa pač prepričevanje v tem smislu. Ali pa da bi bila pač tudi, če se
zdravnica ne strinja s tem, da bi mogoče preusmerila potem to posameznico nekomu, ki ji bo pač zagotovil neko udobno izkušnjo. Se pravi, to ste obe skupini odkrili, oziroma se vam zdi, da so se neka diskriminacija se dogajala strani zdravnice do uporabnice. Še kaj mogoče, kar ste odkrili, da je bilo problematičnega? Mogoče ta ugovor vesti od ginekologov, da pač nočejo reformirati abortusa. Mi zdi pač, da če si ginekolog, moraš sprejeti, da je to del dela. Ne, da se ne da pač onemogočajo ženskam dostop do tega samo zaradi tega, ker ti osebno pač nočeš vse delati. Ok, to je že v bistvu morebitna zakonodajna rešitev, ne? Super, hold that thought. Jaz bi imela mogoče repliko na tole. Jaz sem dula in prihajam k porodom in tudi k splavom, lahko kot dula. In v bistvu se mi zdi, da je pa prav, da imaš ugovor vesti, ker je prav, da gre človek, ki čuti, da je to ok v nek proces z nekom. Ni prav, da greš z nekom, kar ne čutiš, da je pri tebi mirno, ker v bistvu ga poškoduješ duhovno in duševno. In prav je, da imajo izbiro, seveda jih bo pa sigurno nekaj takih, ki bojo v ta proces šli. Druga stvar, ki sem je porodila, vsekakor bi bilo prav, da bi imeli v javni zdravstvu ženske možnost, oziroma pari, ki grejo v splav, načrtovan podporo dule, ki bi bila plačana iz javnega denarja, torej za njih zastonj, ravno tako pri porodu. Skratka, da bi bile neke dežurne dule. Zdaj to so že rešitve? Pa zato vas vstavljam pri rešitvah, ker vas bom pol povabila, da to sprobamo na odru. Dejansko je problem, ja. To še, da je bilo videti tudi nekaj brezveznih preiskav, neko tapkanje pa to, kar sploh nima veze v bistvu. To je pregled krvi, mora uporabnica najprej dati kri, zaradi tega, ker vse je poseg, kaj je pomembno vedeti, kjera krvna skupina, nič hudega. To povem, da vsi se naučimo. To je to. Ok. Jaz predlagam, da mogoče sprobamo, kako bi to izgledalo v tem prizoru. Ne vem zdaj, kakšne vi ste in vi. Zmenite se, kjer bi to najprej preizkusil. Se pravi, kako bi preprečili to diskriminacijo, ki ste jo prepoznali med zdravnicami, v bistvu so 3, ampak je samo ena tako v telesni obliki, sicer pa ja, tam sedijo vedno 3 zdravnice. Imate kakšno idejo, kako bi se dalo to preprečiti v samem prizoru? Recimo že začetni pristop ni zdravnici, da gleda v tla, pa da pač... Prideš, prosim, pa lahko se ti tudi tvoja skupina pridruž, ampak ful bomo drugače to videli, če vidimo. Zdaj, če koga najti še kdo pride v pomoč, v podporo, da ne boš sama, s kom si bila v skupini? Ja, a bi pa šle vse skupaj, pa skupaj mogoče to odigrali kot ena oseba, simbolno. Ok? Super, hvala. Vem, da to ni lahko. Viktorija, pa Kristina. Martina. Ja. A veš, kaj predlagam? Da v bistvu to, kar si poskusila povedati, uprizoriš. Okay. Imaš idejo, kje bi v tem prizoru zdravnico bi ti nekaj spremenila? Ja, imam, recimo. Okay. In ja, kaj potrebuješ, da lahko izpeljemo ta prizor? Kje bi recimo, kdo bi ti bila v tem prizoru? Ja, se pravi zdravnica tista, ko vstopajo v bistvu zdravniki, recimo. Ok. Zdravnice ne smemo spreminjati, zaradi tega, ker pač sistem je tam. Tako da lahko spreminjaš ali protagonistko, ali pa dodajaš neke dodatne osebe v prizoru, ki se ti zdi, da so mogoče zmanjkale tukaj. Zdravnica pa mora ostati takšna, kot je.
Ja, sam jaz bi pa spremenila ta pristop zdravnice, ker se mi zdi, da lahko je bila zraven recimo, ne vem, kakšna sestra ali kaj, ampak se mi zdi, da je lih pri zdravnici tisti, ker sestra jo bo lepo fino veselo pospremila, ampak potem pač zdravnica je tista, ki pristop do pacientke in z njo komunicira cel pogovor. Ok, ampak kaj bi se dalo zgoditi, recimo nje pač zdaj tukaj direktno ne moramo spremeniti, ona reagira tako, kot reagira, ampak mogoče pa lahko se zgodi kaj pred tem, ki bi vplivali na zdravnico, ne vem, a mora iti na kakšno izobraževanje ali kaj tazga. Kaj bi se še dalo recimo po nekih drugih poteh vplivati na zdravnico, ampak ne tako, da jo ti sam spremeniš. Ker to je tako, mi rečemo v gledališču zatiranih čarobna palčka, ne. Pol v bistvu sistem sam na hitro spremeniš, ampak se moramo pa kar truditi, da sploh kaj spremenimo v resnici. Ja, mogoče, ta kakšna predavanja, pa tako, da bi dejansko že recimo med izobraževanjem zdravnikov, da bi se udeležil takšnih predavanj. A bi prikazala malo to? Recimo, da je to zdaj predavanje, na katerega so prišle zdravnice. Kaj se ti zdi, da je ful pomembno, veš, v tem odnosu, da one slišijo, da se naučijo, da sprejmejo kot neko mogoče pravilo medčloveških odnosov ali kaj. Kaj je tisto poglavitno za predati naprej, da bi spremenile, da bi imele orodja za drugačen odnos? Kaj lahko pomagamo? Ja, dejte, sam morate se zmeniti, ne, kako boste ta prizor naredili. Ja, kaj, sekunda, posvetovana. Ja. Ne, se pravi, da je kakšno izobraževanje v smislu, da pač kot zdravnik ti moraš pristopati do človeka dejansko človeško in pač, da razumeš ti tisto pacientko, ko je pred tabo. Ok. In kaj, zdaj zaigramo tako kot, mislim, recimo, da se ti ni treba premikati, pa da je to že, ne vem, cela učilnica zdravnikov in zdravnic in ve pač, ja, zdaj izpeljate nek ta pomemben del predaje. Ja, ok. Po mojem najbolj, da vsaka malo improvizira. Pač to, kar imamo. Bomo pa tudi pomagali s tem simbolnim začetkom. Ok. Se pravi, ko odtapkamo, odploskamo, se začne. Ne. Ok, pa sam 3, 4, zdaj. Ok, se pravi. Gremo, ne? Dober dan, živjo. Dober dan, spoštovani zdravniki in zdravnice. Jaz bi mogoče predlagala, da ne bi bili tako za mizo, bi dala to mizo mečko na stran, pa se usedemo malo bolj okrog, ne? Tako, ja. Naslednji predlog. Dajmo, jaz jih imam veliko, ampak želela, da vse 3 delamo, tako da. Izvolite kolegico, izvolite. Hvala. Tukaj je kolegica, Marjeta. Kolegica, pejte vi samo, šta pa jaz natal. A bo slipo, ok. V redu je. Se moramo malo pomešati, da se res spregovorimo o zelo pomembnih stvareh, ker človeški odnos je zelo pomemben pri vašem delu in zato smo prišli tako, da povemo naše stališče, da vam pomagamo, kako boljš speljati vaše procese strokovno. Mogoče bi kot študente spodbudali ideje, kako bi bilo najbolj pristopati do ženske, glede na to, da recimo ženska pristopa k ženski kot zdravnica, kako bi vi želeli, da ste tudi recimo vi na njenem mestu tretirane, ko pristopite k takšnemu pogovoru, recimo o takšni temi. In recimo, ko pride, da jo vprašate, a je vaša odločitev trdna, ali rabite več informacij, kateri čas bi bil za vas idealen za splav, a je to tale teden ali un teden, bi rada imela kakšnega spremljevalca, zraven. Tako. Kako se pa vi počutite v teh procesih, kako se vam to zdi? A upoštevate ta vidik, ki imate težave pri tem? Mislim, zaenkrat se mi je zdelo, da dobro opravljamo svoje delo, tako da tudi ne vidim potrebe po tem predavanju, ampak smo bili prisiljeni priti.
Ja, ampak če bi bila jaz na mestu ženske, bi želela, da me razume, da je prijazna z mano, ker bi bilo meni težko v tem trenutku. Tako da je mogoče to nekaj, kar meni osebno včasih fali. Kako bi pa to recimo spremenili, da bi v prihodnje z naslednjimi pacientkami bilo drugače, da bi bili bolj prijazni oziroma nekako ta pristop, da bi bil malo drugačen, da bi se ženska počutila bolj sproščena, pa da dejansko ste bolj dostopni za njo, za več recimo vprašanj pa tako, pa da bi recimo mogoče več razložili o tem. Mogoče je fajn, da se tudi ženske pripravijo in pridejo z vprašanji, ker je potem lažje informirati posledično. Smo pa mi komisija, je najna poglavitna naloga to, da presodimo, ali je z zdravstvenega vidika zdaj prav, da naredimo splav ali ne. Čisto iz zdravstvenega vidika. Ampak se vam zdi, da v ta zdravstveni vidik spada tudi to, kdaj je zanosila, kako je zanosila, zakaj je zanosila, ker se mi zdi, da to, po mojem mnenju, to ne spada pod ta vidik. Se pravi, če bi se držala res samo tistih vprašanj, kar se tiče res zdravnikov, se mi zdi, da je to že malo preveč poseganje v osebne stvari, recimo. Pa tudi se mi zdi, da ko pristopa kot zdravnik, mora še vseeno malo več nekak tega človeškega pristopa pokazati, ne samo te informacije in to je to. Ker kot ta zdravstveni vidik sploh ne bi potrebovala recimo komisije, ker pač kri pa take raziskave bi že pokazala, če je ženska sposobna za splav, pa ne, se mi zdi. In potem še ta drug vidik, ne samo sam splav, tudi čas po njem. Me zanima, koliko se posvetite v bistvu tem ženskam potem, no, vi ste komisija, ampak sistemsko me zanima. Mi smo komisija in se s tem... Koliko je tega potem še možnosti podpore z vaše strani? Ker vemo, da je zelo pogosta tudi depresija, ne, po splavu, ravno koliko po porodu lahko. Ne. Torej, pred splavom ima ženska dostop do socialne delavke. Potem po njem, ker tudi zelo močno vpliva na psihično stanje, pa tudi lahko poišče pomoč. Preko. V javnem zdravstvu pa. Ja. In jo bo dobila v najkrajšem možnem času. Kaj pomeni? Javno zdravstvo. A se je kaj spremenili, oziroma bi to lahko kaj spremenili, kaj vplivali na to, da bi bila boljša situacija za uporabnice? Kaj se vam zdi, ko ste gledali oddaleč? Neko odkimavanje? Ne, to ne bi veliko spremenili situacije. Zakaj misliš, da ne? Ker zdravniki zelo pogosto imajo izgorelost. In izgorajo zelo hitro in zelo cinično gledajo na drugih ljudi. In to pogovor s komisijo, ja, mogoče bi spremenil na kakšen teden, 2, 3 mesec. Potem bi vse ostalo približno, kot je bilo. Mogoče malo, ampak zelo malo. Se strinjam do nekje, samo spet je tudi to, da recimo ta zdravnik, ki pač bo s temi ženskami delal, recimo oseba, ki se odloži, da bo zdravnik, mora biti nekako tako človeška, da bo sposobna ves čas komunicirati s pacientom na človeški način. Ker mislim, okay. Ampak recimo za to izgorelost mogoče bi bilo, mislim, ko že pride do te izgorelosti, da to preprečimo nekako, da bi mogoče bili kakšni recimo dopusti za te zdravnike oziroma kakšen malo drugačen delovni čas, pa da bi bilo več teh zdravnikov, samo to je spet pač problem.
To je že spet z druge strani sistemski problem, ne? Ok, ampak mi smo že na večjih predstavah, ker smo jih že imeli nekaj, slišali, da zdravniki v resnici niso bili najbolj podprti tekom izobraževanja, kar se tiče teh medčloveških odnosov. Nasplošno, ne, da niso. In mogoče se komu še vedno zdi, povejte prosim, če se vam smiselno, da se morajo dodatno izobraževati tudi o medčloveških odnosih in kako mogoče komunicirati z različnimi osebami, z različnih ranljivih ali pa nasplošno družbenih skupin. A bi kdo ful zagovarjal to, da bi to pa zihar kaj spremenili? Tebi se zdi, da ja? Tudi še kdo? Ker se konstantno poudarja ta, to je samo zdravstveni vidik, se tudi v bistvu, kar mi čutimo, pa to, se tudi mentalno zdravje v bistvu spada v ta zdravstveni vidik in se povezuje, pa seveda, ker se oseba slabo počuti, se pozna telesno, tako da v bistvu je to itak povezani, ni samo zdravstvo telesno. Ja, in se strinjam, da recimo zdravniki, ne glede na to, kakšen zdravnik je, ali ginekolog, ali osebni zdravnik, ali kakšen že, prav zato, ker so zdravniki bi mogli biti še bolj ozaveščeni o tem tudi mentalnem zdravju pač osebe. In če že hočejo skrbeti za nekoga drugega, morajo prvo zase, mislim, da svoje zdravje absolutno. Ok, se pravi, to lahko tisti, ki mislite, da bo kaj spremenila, ne, napišete na listek. Hvala, da sem vam prijem. A tebi je bilo kaj drugače kot zdravnici? Nisi kazala glih blaznih premikov? Mislim, skušala sem biti zdravnica še vedno. Pač medicinski vidik. Mislim, ni, pač tudi malo realistično sem hotela igrati. Pač ker v resničnem življenju, če pridejo neki predavatelji do mene, se ne bom tako spremenila in začela zdaj biti kar prijazna do vseh. In ko mi je Viktorija na začetku postavila vprašanje, nekdo točno, v bistvu, kaj bi lahko naredila jaz, da bi bila bolj prijazna in sem hotela reči dopust. Ampak sem se zadržala, ker pač tega ne moram reči. Ok, hvala. A ste zdaj dobili še kakšno idejo, kako bi se mogoče dal kaj spremeniti, pa bi preizkusili klele in videli? Še v kakšnem drugem prizoru tudi, ne? Tudi lahko v drugem prizoru, ne rabi nujno biti ta. Ne vem, bi nujno bil en od preizkuševalcev, ampak pač imam občutek, da obstaja nek legalni sistem, kako se da se pač pritožiti na zdravnikom, ki dela nekaj narobe. Imam občutek, da to do nekak vse silvestrizacije je stvar, ki bi se verjetno večino ljudi strani, da je napačna in verjetno bi tudi zdravniki vedeli do neke mere, da je napačna, tako imam občutek, da bi lahko bila situacija tudi drugačna, če bi sam nekak angažirali, da ljudje, ki so v opoziciji, da hoče nekaj splavno, se lahko pritožijo na doktorem, če imam občutek, da jih slabo tretira in mogoče bi to spremenili. A probamo? Samo meni se zdi, da recimo v tisti situaciji neka ženska, ki ni dosti informirana, recimo, da je to 16 let, oziroma ali recimo, da lahko sama naredi splav, pa je 18 let stara, pa recimo ni dosti informirana o teh stvarih. Mislim, da je bila zadnja stvar na pameti, da se pritoži nad zdravnikom. Pač bo v tisto situacijo preživela tako, kot je in pač to mogoče bo zdaj neka travma, recimo, in pač to je temu stane. A bi se dal? Informacija, no, tudi mladoletne osebe lahko se odločijo za splav brez privolitve staršev. Ne rabi biti polnoletna, sam ne boste vedeli. To, ja, zdaj sem pa jaz izgubila rdečo nit. Ja, ne, če bi se, mogoče ja, a se strinjamo s tem, da če recimo uporabnica ni informirana že kje prej, da bo zelo težko reagirala na način, da bo samo sebe zaščitila ali pa svoje pravice. Absolutno. Ker si to hranljiv takrat, da nimaš moči za kaj. Ja. Fulgojna informiranost. V vsaki situaciji, ker ne glede na to, a se gre za splav, za kar pod drugega, če ti nimaš vse informacij in boš niti znal pravilno reagirati. A bi lahko potem uporabnico na kateri točki prej že informirali? Šola, srednja šola. Ampak recimo zdaj v tem procesu, ne, kjer se pač... Ja, en kup stvari, da jih vsaj domov pošljaš neko gradivo, ne? Ja, a bi preizkusil kaj, se pravi, ne ta prizor, ampak že kakšen na prejšnji točki, kjer bi uporabnica lahko bila informirana in s tem bolj opolnomočena v nadaljnjem procesu.
Pa spet ne rabiš sam, a ne, spet lahko še koga. Viktorija mogoče, zdaj, ko si že preizkusila pri ginekologu. Ja, absolutno. Ima to znanje idealen za širjenje. Ne se lahko blefiraš. Totalno, ja. Lahko govoriš sam bla bla bla. Ja, pridi. No, a se še kdo solidarno javi? A boš zmogel sam? Ena naj podpre ga, no. Ali saj celo toliko govorim. Ne, jaz sem prišla sem, ker se nekako kar po defaultu mislila, da bo pri ginekologu ta informacija. A se tebi zdi na tej točki procesa smiselno, ko pride ginekologu na pregled? Tam dobi potem napotnico naprej za splavo, ne? Ja, sem videl, če bi na tej točki informiral, bi verjetno bilo uporabno, če bo rabiti pred komisijo. Okay. Pa so različni načini informiranja, ne, in zdaj ti lahko preizkusaš, kakor ti pride na pamet. Rabimo pa, skupinco. Ja, mi smo imeli ta prizor, ne, noge gor. Jaz sem bolj zdravnica vse? Ja, to Maja, da si zdaj tukaj. Tako da zdaj ne vem, kako jo boš prestregel nekje, ali kako. Ali si ti zdaj? A sva oba v sobi? Se pravi, tukaj je ginekologinja ginekolog zdaj, a ne? Ja. Tako da ti lahko trenutno igraš ginekologinjo, ampak gre za različno zdravnico. Jaz sem recimo socialni delavec. Recimo? Ja, kakšna oseba strokovna se ti zdi primerna na tej točki, da se vključi tudi? Ja, mislim, imam čutek, da prva, ki mi je prišla na misel, verjetno je bila socialni delavec, ne vem, obstaja karkoli bolj specifična služba, ki bi bila bolj primerna. Trenutno ne obstaja, ampak to ne pomeni, da nekje v prihodnosti bi lahko obstajala. Tako da, če veš, ti lahko tudi zmisliš zdaj neko institucijo ali pa strokovno področje, ki bi to urejalo. Lahko sem socialni delavec specializiran za take situacije. Za kakšne situacije? Za informiranje žensk, ki si želijo priti do splava. Ok, odlično. A ti hočeš tale simbolni začetek bobenček? Ja. Daj, bobenček. 3, 2, 1, akcija! Noge gor. Še malo naprej. 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 A bi ti to prej naredil ali po tem pregledu? Ne razumem popolnoma simbolno tega dela, tako da ne vem, kako naj če si to je pregled pri ginekologu, ker to namreč slišiš vsakič, ko prideš ginekologu, se uležeš na stol in takole daš noge gor in pa ti zmeraj rečejo, da moraš iti še malo naprej, zato ker pač moraš biti povsem razkrečena tam na istem stolu. Ne vem, je ta del nekaj, kar je zahtevano in potrebno, tako da ne vem, lahko res se pritožujem ali pa če bi hotel motiti žensko medtem, ko je v tem procesu. Se pravi, kaj bi potem ali pa prej? Lahko prej. Prej? Prej. Se pravi, pa so mi dve nepotrebni. Vidite, so zdaj nepotrebni, hvala, ampak mogoče boste hvala spet. Lahko bi rekel, Se pravi, Polona zdaj pride v to čakalnico, preden je na vrsti za ginekološki pregled. In ta socialni delavec, specializiran za to področje, bi bil v tej čakalnici. Tebe sprašujem. Ja? Potem, da, ona je tukaj in potem jaz pridem noter v sobo. Ali se že tukaj ali prideš, ja? Kaj se tebi? Lahko pridem v sobo. To da je to. To da Ja, gremo še enkrat bobenček, ja. Zdrav. Dobar dan. Moje ime je Žiga in moja vloga tukaj bo zato, da vam dam nekaj informacij, ki boste lahko uporabili, če bojo katerikoli problemi v postopku pridobivanja splava. Tako da najprej bi vam se moral povedati, da imate določene pravice pod zakonom,
Obstajajo stvari, ki sistem ni narejen perfektno, tako da se občasno zgodi, da bojo nekatere doktorice v komisiji ali mogoče cela komisija tretirana na zelo hostilen način in bojo neprijazni. Tako da imam občutek, da so določene točke, si grabite zapomniti, recimo ne smejo vas siliti v sterilizacijo, oziroma če bodo poskušali, rabite vedeti, da to ni stvar, ki jo morate narediti. Lahko se ne strinjate z mnenjem doktorja. Povedal vam tudi, da obstajajo veliko virov na internetu, na katerih lahko dobite informacije, zato ker to je še vedno kratek pogovor, zato ker je veliko ljudi, poslušajte splam. Tako da lahko vam pošljam določene informacije, če imate kateri bolj specifične vprašanja, prosim, vprašajte. Se lahko obrnem na vas preko e-maila oziroma preko telefona, verjetno? Ja, in tudi če bo katerikoli problemi pred komisijo, lahko meni poveste, če se je zgodilo karkoli, imate občutek, da je problematično ali pa ne v vaši volji, in jaz vam lahko povem, če je to standardna praksa oziroma če delajo nekaj narobe. Ok, super. To mi je zelo v pomoč. Se nam je zdelo, da to lahko kaj spremeni v tem procesu, podpre, okrepi, se strinjamo vsi s tem, ali se kdo ne strinja, da je to brez veze? Absolutno ni več 1:1 oziroma 1:3, je že čisto druga. Ta družbena moč se potem s tem tudi že malo uravnovesi bolj, okej? Jaz imam občutek, da to da določeno moč osebe, ki gre skozi ta proces, ampak deluje pa tudi na predpostavki, da je sistem dovolj dobro narejen, da lahko da se lahko pritoži, da lahko dela vse te stvari, da lahko nekako, da te stvari, ki jih oni delajo, ki mi mislimo, da so napačne, tudi so napačne in problematične. Nekako temelji na nekem zaupanju v to, da je pravilno narejen sistem in pravilno. Da ukrepa, če pride do kakšne, ker če ne se lahko pritožujemo v nedogled, pa se nič ne spremeni, ne? Ja, ampak v tem specifičnem primeru imam občutek, da verjetno vi se večinoma strinjajo, da je narobe. Ok, a bi kdo še kaj dodal k temu segmentu? To je bila zadnja intervencija, se temu reče, na odru, pa gremo v zadnji proces, zakonodajni. Tako da, če bi kdo še zdaj kaj dodal k temu, kar je zelo pomembno za nas, preden se začnemo odločati, kaj bi bilo potrebno dodati zakonodajno, da bi bili bolj zaščiteni, imate zdaj priložnost. Ne? Ok. Se pravi, videli smo zdaj dva primera, dve ideji, kaj bi se lahko napisali na listek in kot predlog zakonodajni, da nas v prihodnosti bolje zaščiti. In zdaj gremo v ta zakonodajni proces, kar pomeni, da sledi 20-minutna pauza. Med to 20-minutno pauzo bom povabila Nino Pernat in Tajo Premk, da bosta obe, Nina bo predstavila podcaste, Taja bo predstavila ali pa povabila k ozaveščevalnem delu. Zunaj imate prigrizke, to je za teh 20 minut. Med temi 20 minutami se bo pa v sosednji sobi dogajal res en pomemben proces. 3 osebe, Taja Premk, spet iz Amnesty International, pa Barbara Rajgel iz Pravne mreže za varstvo demokracije, zdaj se nisem zmotila. Pa še Ana, bodo šle v sejno sobo, mi bomo zbrali vse te listke, so seveda anonimni, nič ne gledamo imenov pa priimkov. Jih bomo zbrali, one 3 jih bodo pregledale, kategorizirale v neke najbolj izpostavljena področja, ne vem, recimo 4-5 zakonodajnih predlogov, in se po pauzi spet srečamo tukaj. Potem pridejo upoštev pa teli 3 barvni listki, rdeča, rumena, zelena. Za vsak predlog posebej bomo glasovali in bom potem razložila še ta detajl. Mogoče si vzamete še, če ste še kakšno idejo dobili, da zdaj hitro napišete na listek, sicer jih bomo pa začeli pobirati in začne teči 20-minutna pauza do 14:30. Ob 14:30. Zdaj še minutko, da napišete, potem bomo si vzeli še nekaj minut, da slišimo Nino in Tajo, pa začnete. Pa začnemo, Hvala. Tako da kdor že ima, naj pomaha z listkom.
Zdaj začnemo že zbirati. Na bele listke pišete. Nabiramo listke. Niste nič pisali, ok. Zdaj ste tudi napisali. Tudi nič. Če ne vidim še naknadno, kako miru, če se kakšna ideja pridila. Tukaj so še niste. Super. Hvala lepa. Hvala. Kaj se bo že? Zveda si. Ok. Zdaj pa, hvala. Hvala. Še pol minutke. Lahko mi pa pride ta dela družbo na ta velik oder. Še to. Aha, super. Hvala lepa. Evo, tole bom jaz zdaj že predala Barbari. Kar tudi naknadno še sprejmemo. Impro, zadnje sekunde. Ko bosta pa kar pridna. Živjo, moje ime je Nina. V bistvu sam na hitro vam bom malo povedala o podcastih, kjer je v bistvu Tjaša tudi na začetku omenjala, mogoče ste jih tudi slišali prej po zvočnikih, vsaj približno. Tako da v bistvu, ja, naredili smo 4 podcaste, lahko ste tudi videli, predvajajo se grafike vsakega podcasta z naslovi za mano, pred vami. In v bistvu smo nekako poskušali različne vidike, tako zgodovinjenja, kakor nekih ekonomskih vidikov, reproduktivnih pravic, samega procesa splava in pa v bistvu smo nekako tudi izkušnje različnih ljudi probali vključiti. Tako da zdaj podcaste si lahko poslušate na YouTubeu je tudi, predvsem pa lahko na spletni strani Radio Študent in v bistvu imamo tudi QR kode na teh letakih, ki so bili razporejeni po stolih, tako da si jih kar vzemite, lahko si tudi pofotkate QR kode na teh letakih, ki so nalepljeni tle okoli in si lepo v miru poslušate, to so vseeno enourne oddaje, tako da malo bolj poglobljene in si jih lahko pač v miru doma v priliki tudi poslušate. Tako da to bi bilo na hitro, zdaj pa v bistvu predajam besedo Tako da jaz sem z Amnesty International Slovenije, tudi mi smo bili del tega osveščevalnega projekta Niti ena več. Tako da jaz bi vas res nakratko povabila samo, da se tukaj pridete, pa da pač napiše vsak, kaj vam pomeni pravica do splava. To je to. Najlepša hvala. Ok, hvala lepa. Zdaj pa teče teh 20 minut, se pravi 5 čez pol, ne ob pol. Ok, nadaljujemo zdaj, najkasneje do 3 smo konc. Hvala vsem, ki ste še ostale in ostali, tako skoraj pol manj nas je, no malo manj kot to. Pa bi kar povabila Barbaro Rajgl, pa Taja, ti tudi prideš, Tajo Premk, da predstavita. Lahko se usedemo. Pa še Ana, boš ti tudi prišla k nam? Lej, tale Haja te čaka. A ja, tam štiče. Ok, super. Pa bom prosila našo metabolično celico, da nam predstavi, kateri so te predlogi danes, ki skačejo ven. Torej, iz vaših predlogov smo zbrali v bistvu kot neke 4 kupčke, ki so bili predlogi zelo povezani med sabo. Prvi je bil predlog, da se poviša teden nosečnosti, ki je vezan potem na komisijo. Torej, pri nas je 10. teden, zdaj v praksi je to, sem se pogovarjala z eno članico komisije, ali je to 10 plus nič, ali je to 10 plus 6 in nekako
ampak je dogovor med njimi, da je to 10+0, vendar se pa zavedajo tega, da je to zelo nizek prag, tako da je to ena od opcij, ki bi se lahko spremenila. Drugi predlog je bil povezan, ali pa številni predlogi, za boljšo podporo ter informiranjem uporabnic in za prisotnostjo socialne delavke, delavca oziroma neke druge usposobljene osebe, tako kot je gospa rekla, recimo Dovle, ki bi bila zraven kot neke vrste, tudi že na komisiji, v drugih situacijah lahko so, ampak zdaj govorimo o tem, kaj bi se moralo dogajati na komisiji, da bi bila moč bolj izenačena med udeleženimi. Tako da to se mi zdi kot pravnici, da je možno zagotoviti preko neke zakonske spremembe, ki bi upoštevala to, da ima vsakdo pravico, da izbere nekoga, ki gre z njim na komisijo, ki mu zaupa. In zdaj, ali je ta oseba plačana ali ne, je zelo težko reči. Iz prakse vidimo, recimo, sem brala en primer varuha človekovih pravic, ko sta se mož in žena skupaj odločila in možu niso dovolili, da bi bil prisoten na komisiji. In sta se pritožila varuhu in je potem on to ugotovil, da je kršitev, da bi mu morali dovoliti. In še eno zanimivo stvar je tam ugotovil, one dva sta se pritožila, da s tem, ko je komisija na prvi stopni zavrnila, komisija na drugi stopni, kamor se je pa gospa pritožila, je pa odobrila, da ne ena, ne druga komisija nista podale razlogov zakaj in da so bili pravzaprav razlogi, da je bilo dejansko stanje identično. In jaz imam malo, kako bi rekla, malo sumam to, da v višjih tednih nosečnosti prvostopenjske komisije, ki so razpršene po bolnicah, in v njih sta dva zdravnika in en socialni delavec, da na neki ravni se želijo pač, zato ker je bolj tvegan splav v višjem tednu, pač razbremeniti do določene mere odgovornosti in potem pošljajo na drugostopenjsko, ki je pa v Ljubljani. Tam so pa 3 zdravniki, pa en v bistvu socialni delavec. Tako da, ampak to pošiljanje pomeni za žensko v bistvu problem, zato ker se podaljšuje čas, ko se... Kako pa traje ta pritožba? Prvi tukaj. Zelo hiter je in na pritožbeni stopni mislim, da piše v zakonu, da se v 7 dneh morajo odločiti. Ampak vseeno tukaj pač vsak dan je pomemben in psihološko in fizično. V primeru te naše zgodbe je bilo to 10 dni. Ja. Tako da tretja stvar, ki ste jo zelo dobro izpostavili, se mi zdi, mogoče malo z drugimi besedami, ampak jasen protokol pogovora pred komisijo, se pravi, da je zelo jasno, o čem lahko sprašujejo, tudi v teh zaigranih prizorih je bilo večkrat omenjeno, zakon pravi, da se na tej komisiji odloča o tem, oziroma se tehta v tej fazi, ali je nevarnost za življenje in zdravje ženske, če naredi splav, večja kot če donosi otroka, če me razumete. Samo to tehtanje je. To ni prepričevanje, ker ustava pravi, da ima vsakdo samostojno svojo lastno izbiro. To se pravi, to je tehtanje, ali je neka nevarnost večja enega ali drugega. Tako da bi moral ta protokol vsebovati to, kaj se sploh sme vprašati. Tako, kot vemo, v razgovoru za službo vas ne smejo spraševati vaših zasebnih stvari, zato ker to ne sme vplivati na odločitev. In tukaj ta odločitev tudi ni odvisna od tega, kako ste zanosili, kakšen tip kontracepcije uporabljate in tako naprej, ampak od teh stvari, kot rečeno. In tukaj tudi ena zanimiva stvar je bila, tak protokol bi lahko vključeval tudi pravilo, da mora biti komisija uravnotežena glede na spol, recimo. Mogoče še kot zanimivo zdaj pravi zakon, da mora v tej komisiji prve stopnje biti vsaj en ginekolog. In sem si jaz predstavljal, kako saj en ginekolog, se vendarle ne moramo imeti ortopeda. Se pravi, v tej drugostopenjski morata pa biti vsaj 2, oziroma tudi en ginekolog. Se pravi, 2 sta pa lahko drugih specialnosti, kar mogoče zdaj trenutno sem se pozanimala in je eden od njih psihiater in pa internist. Zakaj rabiš psihiatra, ko se odloča o telesnih, kaj je bolj nevarno za, se mi zdi, vprašanje, in na te stvari moramo upozoriti, se mi zdi.
Potem je pa še četrti sklop vprašanj ali pa odgovorov, predlogov bil povezan z problemom zdravnikov ali pa izzivom zdravnikov, ki uveljavljajo ugovor vesti. Ne vem, če veste, na Hrvaškem okrog 60% ginekologov uveljavlja ugovor vesti, pri nas samo 2%. In zdaj vprašanje, ali v tej komisiji bi bilo primerno, da sedi oseba, ki sicer ne želi opraviti splava, recimo. Ne? Če bi rekel, saj ta zdravnik samo tehta nevarnost za življenje in telo ženske, potem pravzaprav je to vseeno, a ima ugovor vesti ali ne. Če pa stvari potekajo tako, kot očitno potekajo, se pa meni zdi, da pač, Tako da to je, mogoče sam še en zaključek tukaj pravniški, to so pravila, ki jih imamo iz 70-ih let. In v 50 letih niso bila v ničemer spremenjena. Ne zato, ker so v redu, zato, ker jih nihče ne upa spremenjati, ker se vsi bojijo, da bo šlo samo na slabš. In to je ta tragedija, v bistvu, ko imamo neko polje, kjer je pravzaprav arbitrarnost na delu, zato, ker nimamo jasnih zakonov, ampak se jih rajš ne dotikamo, zato, da ne bi šlo na slabš. Tako da tukaj se je res treba, se mi zdi, z malimi koraki morda, za kakšno pritožbo kdaj, če je poseženo v vašo zasebnost ali pa dostojanstvo, tako da je treba se na tej ravni, po moje, ker se sistematično v bistvu v teh državah novodobnih ne da več nič dogovoriti v korist ljudi, ampak samo je vse neka bitka, ki je takšna, kot je. Tako da, upam, da nisem bila predolga, pa preveč učiteljska. Ne, mislim, da si nas zelo podprla, da še bolj razumemo, kaj se dogaja. A lahko, Mičkan, jaz zdaj gledam na tale listek. Zdaj vas bom pa prosila, prebrala bom vsak predlog posebej in za vsak predlog posebej vas prosim, da če se z njim strinjate, da bi to morali pisati v zakonodaji, dvignete zelen listek. Če se absolutno ne strinjate, brez debate, rdeč. Če pa se vam zdi, da je potrebna širša razprava med nami, preden ste sploh lahko za to odločite, pa rumenga. Ok, gremo prvega. Se pravi, da bi povišali to mejo tednov nosečnosti, kdaj mora ženska pred komisijo. Mislim, da so čisto vsi zeleni. Ok, super, ta je sprejet. Imamo še 3, pa bomo na koncu mogoče ploskali. Se pravi, boljša podpora ter informiranje uporabnic in prisotnost socialnega delavca oziroma dule. Tudi se nam vsem zdi smiselno in podporno, fantastično. 3. je jasen protokol pogovora pred komisijo in usposabljanje zdravnikov. Tudi, wow, ful smo složni in složne, še zadnji. Zdravniki z ugovorom vesti niso v komisiji, ne smejo biti v komisiji. Še enkrat. Zadnji. Zdravniki z ugovorom vesti niso v komisiji, ne smejo biti v komisiji. Tudi, ok, fantastično. Pa je to, pa smo sprejeli te 4 zakonodajne predloge. Da vam na hitro samo povem, kaj to pomeni. Mi smo imeli še 2 predstavi prej, kjer smo tudi nabrali predloge, sicer so zelo podobni, ampak vse to bomo zdaj mi predali Barbari oziroma pravni mreži za varstvo demokracije, ki jih bodo oblikovali tako v pravniški jezik, pa še bolj podrobno, zato da nas ne morajo hecati levo pa desno, da je zelo natančno, kaj s tem mislimo, tako in nasveti so zelo konkretni, če se ne motim. In to bomo potem predali odločevalkam, odločevalcem. Seveda to ne pomeni, da se bo karkoli zgodilo, ampak se bomo pa trudile, ne samo v tem projektu, ampak še v naslednjem. Vabimo pa tudi vas, da se skupaj z nami trudite izobraževati o reproduktivni avtonomiji, o pravicah. So več kot očitno napadene na Zahodu, zelo finančno podprti so te napadi, zelo hitro se stvari lahko obrnejo in v bistvu lahko to preprečimo, samo če smo opolnomočeni z resničnimi, preverjenimi informacijami in te najdete v podcastih. Tam tudi slišite kakšne resnične zgodbe. Mogoče bi sam še to za konec, da ni nujno,
da so psihične posledice po splavu za nekatere to pomeni tudi veliko olajšanje. To me je ves čas v predstavi spremljalo. Sicer pa velika hvala, no, da ste ostali do konca in z nami sprejeli te zakone in upam, da skupaj obranimo in nadgradimo v prihodnosti vse to za nas. Če ima kdo kakšno vprašanje, 1 na 1 ali pa tako predvsem mi kar na dan, sicer pa ste free to go.